Sem Vida Furlan in prihajam iz Vipave. Letos sem začela obiskovati prvi letnik Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. V prostem času rada igram violončelo in se ukvarjam s podjetništvom. Sem Tisa Princes Ledinek, stara sem 15 let in prihajam iz Vipave. Trenutno obiskujem Škofijsko gimnazijo v Vipavi. Veliko svojega prostega časa preživim zunaj, izredno pa rada pečem in kuham. S podjetništvom so se prvič srečali v 7. razredu, ko smo se v šoli udeležili podjetniškega krožka. Nato smo razvili idejo in se prvič pomerili na tekmovanju Popri. Gre za tekmovanje, na katerem mladi podjetniki predstavimo svoje inovativne ideje. Nato strokovna žirija med 10 najboljšimi izbere najboljšo zmagovalno. Verjetno ste se že vsi srečali s problemom izgubljenih nogavic. Prav tako smo zaznali ta problem tudi mi in tako je nastal Bipar. Odločili smo se, da bomo ta problem rešili in razvili podjetniško idejo, s katero smo se prijavili na tekmovanje Popri. Zdaj vam bova pa na hitro predstavili, kaj Bipar sploh je. Gre za enostavna obročka, ki na povsem enostaven način rešuje ta problem izgubljenih nogavic. Izdelana sta iz prožnega, žilavega in trpežnega polietilena. Princip tega pa je, da jo preprosto spneš skupaj z nogavicami in jih opereš v pralnem stroju. Patent smo predstavili tudi večjim podjetjem, ki so bili za našo idejo zelo zainteresirani. Z ekipo si resnično želimo, da bo naš izdelek nekoč prisoten tudi na trgu. Živijo, jaz sem Val Vidmar in tu je Nik Stanojevič. Sva podjetniška ekipa Visus in trenutno razvijava See With Me, ki bo pametna naprava, ki jo pomagala slepim v obliki pasu. Sva dijaka gimnazije Novo mesto, oba sva res zainteresirana nad tehnologijo in nameravava študij nadaljevati na računalniški fakulteti v Ljubljani. Približno 6 mesecev nazaj sva naredila tole mojstrovino, bi lahko rekli. Se pravi, s tem sva dokazala, da se da slepim pomagati na tak način, katerega sva si zamislila v osnovi, se pravi, z pametno napravo, ki s pomočjo senzorjev slepim v obliki vibracij sporoča, kje so ovire. Potem, ko sva prejela nekaj finančne pomoči, sva naredila ta pas, ki ga ima Nik zdaj gor. To je prva dejansko delujoča verzija najnega pasa in z nekaj majhnimi popravki želimo te pasove že spraviti v roke slepih posod in zato sva rekla, da bova pas čim hitreje spravila v katalog tehničnih pripomočkov za slepe, ki je nekakšna zbirka pripomočkov, katere lahko slepi najavijo, da hočejo in potem država plača v celoti. Upava pa, da se bo veliko naučila od tega in tudi, če to slučajno ne uspe, ampak kar seveda ne verjameva, mislila, da bo uspelo, bomo imela dovolj izkušenj, da lahko začneva na novo. Ja, in tudi trenutno aktivno iščejo investicije, pa gledava različne razpise podjetniške, pa če bi lahko res ki je dobila financiranje, da ta projekt ne zdaj sem, da začneva, ampak dejansko na polno začneva. Živjo, sem Maja. Trenutno sem še študentka modnega oblikovanja, ampak poleg tega me izredno zanima tudi podjetništvo. Živjo, sem Rebeka, študentka 2. letnika magistrske stopnje biotehnologije. Poleg tega delam kot copywriter v marketinški agenciji. Imam pa tudi svoje podjetje z medeno kozmetiko, tako da res ni dolg čas. In smo se v bistvu spoznali že v gimnaziji Novo mesto na podjetniškem krožku. In bolj zanimivo takrat je, da sva mi dve tekmovali druga proti drugi, vsaka svoje ideje na tekmovanjih, ampak potem smo nekaj ugotovili. Da skupaj tvorva najboljšo ekipo, tako da smo potem takrat skupaj ustanovile podjetje in takrat se je tudi začela pisati ta zgodba o Bizmetiku. Bizmetik je pa v bistvu nastal z idejo, da vzamemo te čebelje produkte in jih ponesemo na višji nivo. Torej, zdaj zaenkrat imamo v ponudbi tele balzamčke za ustnice, vsi imajo dodan domač ekološki med, ker ideja je tudi v tem, da mi podpiramo lokalne slovenske čebelarje in potem njihove izdelke čebelje uporabimo v naši kozmetiki. Pol najnovejši izdelek je pa tudi tale serum za obraz, sploh zdaj v teh majčkeno bolj hladnih mesecih, ki prihajajo, v bistvu poskrbi za navlaženo in civčjo kožo. Dobili smo kar nekaj že pozitivnih odzivov, imamo že kar nekaj strank, predvsem prodajamo preko spleta, kar smo ugotovili, da je tudi za naju najbolj tak kanal, kjer ga nekako lahko avtentično predstavljava.
In v bistvu pa smo se vprašali, ok, kaj pa zdaj naprej. Definitivno poslušati stranke in pa razvijati neke izdelke, ki jih tudi oni želijo. Na začetku sva v bistvu res delili oziroma raztresli najin fokus na različne konce. V bistvu vse sva hoteli sami narediti. Postaviti spletno stran, voditi podjetje, marketing, izdelati produkte, razviti same produkte, komunikacija, vodenja teh socialnih omrežij, vse. Lekcija tukaj definitivno prositi za pomoč. Prositi za pomoč tiste, ki vejo nekaj več od naju, da v bistvu lahko še bolj kvalitetno zgodbo ven naredimo. Ja, jaz bi rekla, definitivno si upajte narediti, kar si zadate, oziroma postavite si visoke cilje, ne se bati, ne poslušati ljudi, ki dvomijo v vas, ker tega je ogromno. Sploh tle v Sloveniji se mi zdi, da ko ti priješ z neko tako naivno idejo, dobiš veliko takih, ki te hočejo prizemljiti in ti rečejo, lej, naprej končaj šolo, pa mogoče enkrat. Ne jih poslušati, drznite si, pejte ven, pa vprašajte za nasvet, ker vedno so ljudje pripravljeni pomagati, če boste vi dosti pogumni, da jih prosite za pomoč in srečno!